To je bil ta izziv, sem rekel, zdaj pa vsak dan, brez izjeme, da vidimo, kje smo. Živo se javljamo čez 3, 2, 1, bum. Kaj že moram povedati? En izziv je klele bil. Iz neznanih razlogov se je Divjak odločil, da bo cel januar in februar vsak dan delal vaje za špago in za stoje. Divjak, pa zakaj bi hotel ti špage delati? V bistvu se je čist prvič naredil po enem naključju, ko sem jaz ugotovil, se pa v bistvu mi ne fali toliko veliko, da bi naredil špago. To je bilo par let nazaj, na eni študentski zabavi smo bili v enem prostoru, v eni sobi v študentskem domu, kjer so bile po tleh ploščice in seveda smo se imeli fajn in vse in je bilo malo polit po tleh, nekdo je neki rukno s komolcem in džuk. In jaz tistega nisem videl in jaz pa tako veselo prskačem ko zajček tja, žuk na tist mokr gor in sem se tako zapeljal. Takrat je v bistvu en kolega za nam prišel, Divjak, nisem vedel, da lahko ti špago narediš. Sem bil tako, jaz tudi ne. V bistvu ni bila špaga, no. Sam narazen sem se zapeljal dol, koliko je šlo, zdrsnil mi je. Večkrat že razmišljal, kaj pa če bi ti to delal, pa sem včasih delal neke raztezne vaje, ampak evo, glih, to je glavna caka, ne moreš ti teh stvari narediti, če treniraš enkrat na teden ali pa dvakrat na teden. To je treba večkrat. In zato je bil ta izziv, sem rekel, zdaj pa vsak dan, brez izjeme, da vidimo, kje smo. Druga stvar, na YouTubeu sem videl cel kup enih vaj, v bistvu iz calisthenicsa oziroma vaje z lastno težo po domače, kjer v bistvu ti ful pomaga, če lahko daš noge narazen. Zakaj? Zato, ko se v bistvu težišče premakne bližji k rokam. Zdaj, to so določene vaje na drogu, to so front leveri, back leveri, planche tehnike, stoje, no jaz teh elementov ne delam. Evo, probal sem pa recimo krokodilja stoja in čist iz osebnih izkušenj lahko povem, da recimo, ko imaš noge stegnjene, ko jih imaš skupaj, je dosti težji, ko pa če daš noge narazen. Ful lažje je loviti ravnotežje pa držati dlje časa, če imaš noge narazen. Ampak to moraš probati, da da veš, da razumeš. No, vse razumeš najbrž zdaj, kakorkoli. Tretja stvar, pri kickboksu sem v bistvu parkrat ugotovil, nisem bil čist prepričan, a lahko brcnem sam sebe v glavo ali ne, se pravi dvignem nogo na mojo višino. Govorimo za voljo treninga oziroma za voljo športa. Pa še ena stvar, velikrat sem slišal tudi že ljudi, ki so rekli, pa me križ boli, pa pa tret, ki v bistvu cel dan sedijo, recimo v pisarni ali pa tako. V bistvu so direktno špage mogoče ne, ampak je pa cel kup enih vaj, ki so v bistvu ogrevanje, da prideš do špage in ti v bistvu ful raztegne hrbet. Tudi na internetu je cel kup enih vaj, ki bi jih naj človek delal, sploh tisti, ki 8 ur sedi na stolu. Tako da, še ena rešitev. Kaj pa stoje? Isti šmon. Se v bistvu, že recimo, če delaš plank, se v bistvu, jaz bi rekel, da je stoja nekak plank na rokah. Ti moraš biti ravno trd na 5 cel, lahko si tudi na 6. No, in to postaviš na roke. Zdaj, ne bo to en izziv, se pravi, ko se plenka naveličaš, probi lepe stoje delati. Tako, ne vem, jaz bi tako rekel. Meni pa predvsem to prav pride recimo pri stegnjenih saltah, se pravi, moraš biti res ravno trd, ko vrtiš naprej. Pri stojah je v bistvu sem delal največkrat ob steni, pa na različne načine. Se pravi, enkrat sem delal tako, da sem šel s hrbtom na steno in probil biti čim bolj ravn. In sem se dejansko probil z lopaticam pa z ritjo naslon stene. Pa sem šel tako, da sem se v krog obrnil, to je bila recimo druga serija, se pravi, sem bil s prstnim košem na steno. Pa sem šel tako, da sem delal levo-desno z nogam, sem v bistvu prenašal že težo iz ene roke na drugo roko, pa trebušne sem bolano mogel napenjati, sploh stranske. Pa sem delal recimo tako, da sem se tapkal, se pravi, ena rama, druga rama, pa spet nazaj, spet teže z ene roke na drugo roko. Pa sem šel v bistvu tako, da sem recimo imel eno nogo peto na steni, se pravi, če smo s hrbtom tja, peta na steni in lahko je tudi 6 na steni ali pa 7. Se pravi, ena peta na steni, druga po konc. Hvala.
Pa sem pa zamenil. Pa sem šel eno vajo, ker dejansko daš glavo toliko naprej, da pogledaš svoje prste na nogah in sem dejansko imel občutek, da imam ful dobro kontrolo. In pa ko sem hotel dol na nogi, sem pa sem glavo nazaj dal, pa sem sam lepo vlk dol padel. Mislim, že nekaj cajta nazaj, recimo, je imel Red Bull en video, mislim, da za BMX, tiste, ki s kolesi pač skačejo, da ali če za downhill, ali ne downhill, še ena druga kategorija pa disciplina je. Ne vem, v glavnem, ena vrsta kolesarjev, ki imajo prav, ko vozijo, se v bistvu ti dobiš občutek za težišče, da se peleš po sprednjem kolesu ali pa po zadnjem kolesu, tako da v bistvu ful vadiš in ti v bistvu živci po rokah sporočajo možganom, kje je težišče, da pol ti veš, kako pač napenjati mišice, da loviš ravnotežje. In po mojem je ista fora tukaj. Ko si ti ustoji na rokah, dejansko s tem od spodaj ti začneš dobivati tisto občutek, aha, preveč me naprej da, preveč sem nazaj, in pa glede na to ti začneš z noga malo naprej, malo nazaj, malo hrbet stisneš, malo trebušne stisneš in loviš. Po mojem je to fora. Zato je pa tudi po mojem po rokah dost lažje hoditi, kakor pa držati stojo na mesto namer. Ker tam, ko hodiš, se v bistvu skozi loviš, pa popravljaš, ko si pa ti namer, moraš pa skozi nekaj stiskati, pa nimaš od kje vzeti, pa težko je biti primer. Mislim, meni je tako ali pa drugače, težko biti primer. Point 100 je, improviziraš pa se igraš, vse imaš pa cel kup for. Pa zdaj sem začel delati tako, da daš noge narazen, noge naprej, noge skrčiš, lahko greš tudi stojo na glavi, ker je v bistvu ful lažje kontrolirati, ker imaš 3 točke na tleh. Glavo daš, glave pa roke morajo biti v trikotnik, postaviš gor, napneš trebušne, spuščaš počas dol noge, daš noge narazen, daš noge skup, dvigneš noge pred sabo v stojo, spustiš nazaj dol, malaka se iz stoje na glavo dvigneš na roke, tako da v bistvu malo suneš gor, da si pomagaš, kasneje, ko si dosti močen, lahko direkt suneš, mislim, brez sunka se dvigneš v stojo, ma to se igraš, pa improviziraš na stojen način. Zdaj pa, kako je to potekalo? Ja, pa se to se sam vržeš malo v špage, pa je to. Ne. Najprej sem mogel biti ugret, se pravi, noge sem mogel ugret. Zdaj sem kakšne druge stvari prej počel, kakšne aktivnosti imel, kakorkoli, drugače sem se mogel pa ugret in pa postopno raztegovati, preden sem začel špage delati. Ker če bi na hitro šel, ne vem, po moje se ne bi dobro končali. Tako da mi je včasih to vzelo tudi tako, stoje in špage, vse od začetka do konca tako, pol ure do 1 ure. Najprej sem dal boljšo nogo naprej, pa sem dal slabšo nogo naprej, pa sem dal pa levo-desno. Najprej sem delal 20 do 30 sekund, čist na začetku. Pol kasneje sem preklopil na 45-60. V bistvu sem ugotovil, da mi je najbolj pasal tako, da sem šel eno serijo 30 sekund, pol naslednjo 45, pol naslednjo 60. Tako da sem v bistvu postopno daljšal tisti čas, koliko dolgo sem raztegoval. Sem pa kdaj naredil tudi tako, sem pa rekel, ok, zdaj pa ne grem 3 serije, zdaj grem pa 5 serij po 30 sekund. Tako malo sem se igral pa improviziral. Zanimivosti so bile recimo, kle sem bil en dan na smučanju, je bilo ful težko raztegovati. Pa sem en dan počepe delal, je bilo tudi ful težko raztegovati, pač z utežmi. Pa sem šel en dan laufat, en dan na lisco in takrat so bile noge tako, dost več se mi zdi, da sem rabil, da sem pač se spravil na neko delovno temperaturo za raztegovati, kakor pa tako, če nisem nič posebnega tisti dan z nogam delal. Ena težava je nastopila vmes in sicer pri moških špagah me je začel med nogam, v bistvu kle direkt, ker je noga priklopljena na telo, ne vem, kako bi to rekel, me je začel noter boleti in to tako zelo neprijeten boleti, pa ne sem takrat, ko sem raztegoval, ampak tudi tako naslednji dan, pa tako recimo, ko sem na stolu sedel. Pa sem tisti mečken za bremzo. Ena težava, ki je še bila, je bila tudi v kolenu. Dejansko me je, ko sem dal noge tako narazen, me je začelo v kolenu boleti. Pa sem pa poštudiral, zakaj. In sicer začel mi je, ne vem, kako bi to pokazal, koleno zvijati. Se pravi, ko sem jaz dol pritisnil, ko mi je nehal med nogam pač raztegovati, mi je začel pa kle zvijati. In dejansko ni bilo fajn, pač je bolel. Pa sem pa stvar tako spelil naprej, da sem se usedel na tla, dal noge narazen in pa v bistvu, ko je bil kolen na tleh, ga ni mogel več zvijati, ker ga ni imel kam. In pa sem dejansko kle raztegoval. Pač tako treba se je bilo malo znajti. Koliko pa zdaj delam?
zdaj sem šel pa next level. Zdaj dam pa pod sprednjo nogo en tak valerček, da v bistvu nogo dvignem na višjo točko in dejansko še bolj raztegujem noge. In glih, včeraj sem pa videl še en posnetek, YouTube kar ve, kaj me zanima. Je pa v bistvu isto fora lahko narediš na zadnjo nogo, se pravi, daš zadnjo nogo na višjo točko, če delaš tako špage, ne. In ti v bistvu pa zadnji del noge, mislim, sprednji del zadnje noge razteguje, tako moram reči. A je bil vsem tem kak minus? Ja, je bil. Minus je ta konsistenca, ta doslednost, ta rednost. Bile so situacije, ko sem prišel ob 11. zvečer domov, pa sem že prej druge stvari treniral in pa sem mogel še to delati 1 uro do polnoči, da sem lahko šel spat. Pač iskreno povedam, parkrat mi prav ni bilo fajn, prav na živce mi šlo. Ampak v bistvu je v tem minusu tudi ta plus, da ko se enkrat navadiš, recimo zdaj, ko sem konc, pa recimo zdaj že 1 mesec mim, še vedno dobro, ne delam vsak dan, spustim kak dan, 2, ampak še vedno pa recimo 4-krat na teden sigurno delam, ne. Se pravi pač ti ostane to, ne. To se po moje tudi ful povezan s tistem, kdo reče, ne vem, jaz bi pa rad shujšal ali pa neki, pa si pa zastavil nek cilj in dela na polno, 1 teden, 2 tedna, 3 tedne, pa konc, ne. Moje glih to fora, ne, boljš da greš malo bolj v easy, pa da se res navadiš redno delati vsak dan, ne, in pa ti pa to enkrat pride v kri, pa sploh ni problema več, ne. Tako da ja, evo, to je to. Bi še kaj mogel povedati? Ne. Saj sem skozi govoril, dosti je bilo. Za izčrpno poročilo Špak in Stoj, Gregor Divjak. Studio.